Ura je 1 po noči in jaz grem v Pariz. Takole, najprej mene, mojega fanta Naceta in prijateljico Nino čakala pot do zagrebškega letališča. Na tej točki sem še zelo excited, čeprav sem imela za sabo že 20 ur brez spanja, tako da moram priznati, da je pol spančkanje na letalu in avtobusu kar pasal. V Parizu smo se reunitali še z dvema prijateljama, Taro in Amadejem, ki tam študirata in najprej sta nam pokazala najboljšo pekarnico in kavarnico v njuni četrti. Vsi pastries so bili absolutno božanski, kava pa TBH ne tok. Pa smo šli pa še en krog po Montmartru, da sem se tudi malo psihično pripravila na naslednjo stvar v našem planu in sicer na escargot. Sacré-Cœur! Evo, prva pariška večerja. Gremo v neko staro francosko restauracijo in bom jedla ne črve, Jesus. Ne bom jedla črvo, bom pa jedla polže. Nace boš pomahal, se veseliš? A je podoben školjkam? Ja, sem še malo... Okej. Polže se je tako, da jih s temi posebnimi kleščami držiš in potem izvlečeš ven iz hiške in mene je na primer to ful presenetil, ampak oni, ko delajo polže, najprej skuhajo polže posebej in jih šele potem dajo noter v hiško, pač for the looks. Narejeni so na maslu in češnčku, polka ga zbezaš ven, si ga pa še posoliš in popopraš in ga poješ s kruhom. Pri meni tole ni šlo toliko dobro in elegantno, ampak in my defense ni toliko zelo enostavno, kakor izgleda. Izgleda ful komplicirat, ne? Tako velik. Okay. 3, 4, daj. Ja, češnjska in putočka. Ni nek. Meni tako malo earthy flavor. Malo earthy vibes. V redu je. Dobar je. Mesi. Naslednji dan smo se po klasičnem opisku pekarne ustavili na flea marketu. To je bil naš prvi thrift stop in kot smo malo pričakovali, so bile cene kar visoke. Ziher to, da smo bili tujci, ni nič pomagali, ker naprimer ena gospa mi je hotela prodati strgane in malo umazane Lee overallse za 40 € in to pač hvala ne. Bilo je ogromno stolnic in tudi ene par kvazi trgovinic, ki so malo spominjale na kakšne štante na Hrvaškem, sam da imajo pač noter vintage oblačila. Je bila pa zraven tudi ena proper thrift trgovina in tam so imeli res tako carefully selected kose, ker so bili vsi nori, ampak tako dragi, da Bog pomagaj. In čeprav drugače ful velik thriftam, sem glede flea marketov totalen newbie in se ne znam barantati, tako da si nisem kupila ničesar. Za kosilo pred Louvrom smo se odločili, da gremo v japonsko četrt in sicer v tale Omusubi Gombei, kjer imajo onigiri, to je taka krogla oziroma stožec riža, ovit z algo, malo spominja na sushi, samo da riba noter ni surova. Potem sem se pa spojlala še z strawberry matcha latte, ki je bila tako 7 €. Najboljša stvar, ki sem jo pa pojedla, pa mogoče to samo zato, ker sem bila tako lačna v tistem trenutku, ampak ta francoska čebulna juha je bila to die for. In potem za posladek še makaroni iz Ladurée, pač, living my Blair Waldorf dreams. Popoldne je bil pa spet čas za triftanje. Jaz sem opazila, da je v Parizu ogromno kiloshopov od istega ponudnika oziroma chaina. Stvari so potem označene z barvnimi varovali in ta barva ti pove, koliko stane 1 kila v tej kategoriji, če to makes sense. Šla sem tudi v kawaii kiloshop, kjer imajo mogoče samo malo bolj cutesy stvari, ni pa to full kawaii, če vprašaš mene. So bile pa cene full bolj znosne, kakor na flea marketu, primerljive s kakšno humano v Sloveniji. Koliko misliš, da sem plačala za 5 kosov oblek? Napiš v komentar. Danes probavamo viralen XXL Pono čokolad, ki bo me zdaj stal 37 € in sem ga mogla naročiti par ur naprej, tako da gremo zdaj po ta pastry. Gremo.
Francozi lih niso najbolj prijazen narod, še posebej ne do turistov, ker fair, meni grejo tudi turisti na živce. In tukaj ni bilo nič drugače, teli prodajalki smo se zdeli ekstremno neumni, ker smo kupovali 37 evrski čokoladni žepek in meni je bilo kar malo neroden, ampak dobili smo ga in zdaj ga gremo probati. Ful je gigantski, pač insane. Ne, zdaj ga dala malo ven. Ja. Zgleda malo suh. Ja, furzu. Okej, je težko v bistvu. Boga. In all his glory. Suh je malo. Čeprav mogoče pa tlele zgori bi snal, no ne vem sploh kako se ga naj lotam iskreno. Mogoče sam tako. Ojoj. V bistvu ni toliko bad. Sem mislila, da bo bolj suh. Ampak suh vseeno, ne. Ok, čokolada mi je všeč. Tako ful polna čokolada, jasno. Ne razumem se, da to, kako imaš v ustih ga. Ful je polna čokolada, všeč mi je taka temna, ni samo na sladka preveč, kar dobro dodam. To bi rekla, da je to zdaj najboljši del čokoladica. Ampak jaz sem mislila, da bo slabš. Po Wow. suhosti. Ker mogoče moj mikrostan slab. Ok. Čokolada, Jesus Christ. Ja. Ko ne moreš vzeti sam malo. Ne. Pa joj, čokolada na klopci. Ker ga valjda nismo mogli celega pojesti, smo potem, ko smo prišli domov, ugotovili en hack in sicer, da ga daš v mikrovalovno in potem se čokoladica stopi, vse rata malo mehkejš in potem je v bistvu kar zelo dober. Ni šlapa, ampak je isti kot tako malo poceni z Mercatorja. Ne splača se. Ja, valjda, da ne, pač smo niti vedeli. Moramo povedati ljudem na YouTube to resnico. Ja, ne splača se. Zelo zanimivo. Kaj praviš? Dobro, boljše kot sem pričakoval. A ne? Ki ima v slovenski pač tako. Pečjak vibes. Ja. Cene, da smo sen, pa tako. Ja, tle noter je pa, ampak ta pa ni, pač ta pa ni dobra, ta je grozna zunanja plast. Ne, kako kakšna štruca kruha. Ja, čist štruca kruha. Ok, hvala lepa za tvoj prispevek. Zadnji dan nas je pa čakal še tak pristen thrifting experience, ker smo šli thriftati v tisti del, kjer živita naša prijatelja. Teh thriftov je ogromno in kar tako drug ob drugem so velikrat, so pa ful poceni. Nina je na primer dobila tole krilce za 3 evre, jaz pa ene overallse za 10 evrov. Drugače se pa moraš v teh thriftih ful potruditi, ko iščeš stvari, veliko je umazanih oblek in pa tudi strganih, ampak so pa potem ulovi toliko boljši in si toliko bolj ponosen sam na se. In seveda jaz ne bi bila Katka, če ne bi šla še na en bubble tea. Vzela sem si enega malo tazga special, ne vem kako se mu reče v francoščini in se tudi ne bom trudila izgovarjati tega, ampak bil je tak vijoličen in bil je z cream cheese in taro in pač oprostite, ampak slovenski bubble tea se lahko skrijejo pred tem. To je bilo 1000 od 10, najboljša stvar, ki sem jo kadarkoli pila. 10 od 10. Na poti domov smo pa potem naleteli še na en thrift shop in prisežem, da to je bil pa thrift shop of my dreams, toliko lepih stvari, ampak žal smo mogli biti zelo hitri, tako da sem si potem izbrala samo eno majčko kot opomnik, da naslednjič, ko sem v Parizu, da se definitivno vrnem. Mislim, da je safe to say, da smo se imeli noro dober Pariz. Čau, do naslednjič, se vidva.